Beletrina v živo. Prisrčno pozdravljeni. Vesela sem, da bom danes s profesorico doktorico Urško Perenič lahko govorila o monografiji o Josipu Jurčiču z naslovom Pripovednik svojega in našega časa. Urška, ker sva obe slovenistki, sva se odločili, da se bova tikali. Ne ustrašite se tega, da bova o Josipu Jurčiču govorili dve slovenistki, ker si upam misliti, bova povedali tudi marsikaj novega, zanimivega, iskrivega o Josipu Jurčiču, kar lahko beremo v tvoji monografiji. Z zanimanjem, slastjo sem ga prebrala, mestoma si me nasmejala, mestoma tudi ganila in izvedela sem marsikaj novega, česar do zdaj o tem Jožeku Jurčiču nisem vedela. Zanimivo se mi zdi tudi to, da si v bistvu prva ženska, ki si napisala monografijo o Josipu Jurčiču in da je tudi vzpodbuda prišla ženske strani doktorice Eve Premk Bogataj. Res je, ja. Evi Premk Bogataj sem spomladi aprila zaupala, da pišem knjigo o Jurčiču. Jaz sem sicer načrtovala, da bo to še kar nekaj časa trajalo, ampak Eva je bila nekako takoj za akcijo in je rekla, pravzaprav mi je izzvala z vprašanjem, ali sem zmožna to napisati v 3 mesecih. In priznam, Evi se nekaj časa nisem oglašala, potem je rekla, naj to pošljem. In potem smo pač nekako sklenili, da to napravim nekje do sredine poletja. Tako da v bistvu sem jih hvaležna, ker sem ugotovila, da je dobro, da knjigo napišeš na mah, seveda ob predpogoju, da snov prej nosiš s sabo, tako kot jo je nosil Josip Jurčič. Torej me je spremljal zelo dolgo, več let sem tudi predavala, zlasti njegovo pripovedništvo pri posameznih predmetih. Literarna zgodovinarka si, ne? Predavaš na Filozofski fakulteti v Ljubljani, torej živiš literaturo. In v bistvu je bila to ena mojih najbolj priljubljenih tem, zato ker je prvi pomembnejši pripovednik in tudi zato, ker je 19. stoletje tisto, ki me v resnici najbolj zanima in do katerega večkrat rečem, gojim nek odnos oddaljene bližine. Torej mi je pravzaprav najbližje. Kako lepo oddaljena bližina. Jurčičevo leto je letos, kar nekaj obletnic, razglašeno je bilo na predlog občine Ivančna Gorica in sicer praznujemo, če lahko rečemo, da praznujemo 140 let smrti Josipa Jurčiča, 160 let mineva, odkar je kot 17-letnik napisal pripovedko o Beli kači, 140 let mineva tudi od izida romana Rokovnjači in tudi od izida Ljubljanskega zvona, ki ga je zasnoval skupaj s Tavčarjem, Levcem in Kersnikom. In zanimivo se mi zdi, da monografijo začenjaš s pogrebom, kot bi ga simbolno želela obuditi od mrtvih. Ja, več razlogov je. Eden od teh je, da sem nekako koketirala z Jurčičevo pripovedno tehniko. Vemo, da on zelo rad uporablja to analitično pripovedno tehniko, se pravi, da zgodbo nekako zaplete in potem, kot bi rekel Ivan Prijatelj, literarni zgodovinar, odpenja skrivnostni plašč. Drug razlog je ta, da je bil njegov pogreb v bistvu prva večja narodna manifestacija po tisti slavnosti ob odkritju spomenika Valentinu Vodniku. In na to je namignil na več mestih že Matjaž Kmecer in zato se mi je zdelo zelo tako sugestivno to in sem želela v bistvu natančneje preveriti, kaj se je takrat dogajalo. In v bistvu se je dogajalo veliko. Predvsem je postalo prvič jasno, da je bil Jurčič že za časa življenja oziroma takoj, torej tik po smrti, res pomembna, ne samo literarna, pač pa tudi kulturna in politična osebnost. In nekako sem skušala zajeti ta utrip, kaj se je dogajalo neposredno po smrti in potem v letu po njej zlasti. Je zares slikovito, opišeš ta njegov veličasten pogreb. Kar pa se mi zdi tragično je pa to, da se njegova literarna dela kljub veličastnemu pogrebu potem niso prodajala. So pa kasneje uvedli, kot danes žal, ampak so pa kasneje uvedli zanimivo marketinško potezo, ko so objavljali imena tistih, ki so kupovali njihove knjige.
Ja, in tudi prispevali. Ne. V bistvu je zanimivo, da so ljudje in v bistvu ves narod takoj, v bistvu brez težav prispevali za Jurčičevo ustanovo, ki je želela postaviti Jurčiču nagrobnik in potem spominsko ploščo na Muljavi, ampak niso pa kaj preveč kupovali Jurčičevih zbranih spisov. Čeprav je eden od razlogov verjetno ta, da so imeli nekatere knjige še doma in da je bil Levec morda preveč kritičen, ne? Ker 10. brata je gotovo marsikdo še imel. Ko si omenila spominsko ploščo, nasmejala si me, ko opišeš v svoji knjigi, da niso nameravali postaviti slovesno, zato ker ne bi bilo iz Ljubljane do Muljave predaleč in vmes ne bi bilo nobene gostilne, ali kako že, ne? Ja, tako. V bistvu je, če gledamo iz Ljubljane, vse daleč, ne? Vse se zdi daleč. Jaz mislim, da je tako še danes. Samo potem so se nekako premislili, pravzaprav je bil pritisk strani rojakov prevelik in prav je, da je bil, tako da so potem ustanovili pododbor in so organizirali res veliko slavnost. Ne? Potem piše, da je bilo vse črno na Muljavi od ljudi. Jurčičev brat je takrat tudi hišo čedno pobelil, ker menda prej ni bila nič pobeljena in ometana. Tako da mislim, da Ljubljančanom potem ni bilo žal, da so se pripeljali. Če tudi ni bilo gostilne na poti. Bila je, ja. Potem so šli tudi v gostilno, ja. In, to mi je pa ušlo. Ja. Tudi v gostilno so šli, bez tega ne gre. Ja, naklonjena si Josipu Jurčiču, ne, to se sluti in čuti iz tvojih besed. Recimo, med zahvalami napišeš tudi: hvala tebi, dragi Josip, ti večni iskalec sreče. Od koder že zdajle zreš name in se mi skrivnostno nasmihaš. Kaj misliš, da bi porekel, ko bi prebral tvojo monografijo? V bistvu se mi je z Jurčičem zgodilo to, kar se mi je doslej dvakrat, da se mi je zdelo, da mi je pač res ta človek, ta duša stalno za petami, ne, ko sem to pisala. Enkrat se mi je to zgodilo z Luizo Pesjakovo in prvič pa, ko sem urejala korespondenco tržaškega pisatelja Borisa Pahorja s slavistko Marijo Žagar, da sem morala v nekem trenutku prekiniti. Skratka, vedno bolj se zavedam in sem se v bistvu tudi ob Jurčiču zavedla tega, da je ta literatura pravzaprav življenje ljudi in da pisatelj živi skozi te svoje knjige in res se mi je zdelo, no, da me skozi spremlja in da nekje potem od nekod gleda name. Če ne brezam preveč intimno, te prav razumem, da si čutila recimo dušo pisatelja, v kateri si Mislim, pisala? čutila sem, da me nekje spremlja, ne, ko sem to brala. Res se mi je zdelo, da se pač skozi te svoje knjige, ki sem jih zdaj brala spet pač ponovno in ne vem kolikokrat in tudi nekatere po dolgem času, da pač se res skoznje tudi on emancipira in da je on tu ves čas prisoten. Ne. Se pravi, v smislu tega, ne, avtor ni mrtev, ne, ampak je ves čas tu prisoten in me spremlja. Kaj misliš, da bi ti rekel? Ne vem. Vem, da ne bi bil verjetno zadovoljen nad vsemi temi slavnostmi, glede na to, da je že v poroki zapisal, da naj se na pogreb povabi kar manj ljudi mogoče. Samo po drugi strani pa se mi zdi, da bi bil zadovoljen glede na to, da je sam življenje dal za knjige, da je tako poudarjal, kako si je treba prizadevati za beletristiko, ki je pač tudi neko gonilo narodne zavesti. In si nekako, kaj ne rečem, domišljam, da bi bil zadovoljen. Gotovo bi bil navdušen tudi nad tvojo študioznostjo, ne? Še enkrat si se podala raziskovati vso njegovo dostopno zapuščino. Kaj tega ti je bilo najzanimivejše? Saj ta zapuščina niti ni tako strašno velika v primerjavi z drugimi, ampak zame je bila dovolj pomenljiva in zanimiva. Beležnice. Zato, ker se mi je res delo, ko sem prijela te beležnice,
da sem še bolj v stiku z njim, zato ker gre pač za nekaj, kar je on pisal s svojo roko. In potem, če pomisliš, da je pač te beležnice držala roka tistega, katerega dela zdaj obravnavaš in s čimer se ukvarjaš, je to pač tako vznemirljiv občutek. Hkrati pa so vsebinsko zelo bogate. No, Svinčnikom je pisal, ne? Večinoma svinčnikom, ja, in marsikaj se zdaj že slabo vidi, no, sicer je relativno dobro ohranjeno. Je pa res, da zdaj to dediščino tudi digitalizirajo. In se bo gotovo ohranilo tudi za naslednje generacije. Gotovo bi bil zadovoljen tudi zato, ker je, mislim, da na svoji smrtni posteli, kot zapišeš, Levca prosil, naj za puščino ravna tenkočutno, ne? In tudi ti si bila tenkočutna do njegovega življenja in dela. Sem veliko reči tudi poskenirala, zato da sem jih potem doma prebirala, ampak je pa nujen tudi tisti fizični stik, ne? Tako da sem šla večkrat tja, da sem reči prijela, ampak na vsak način pazljivo. Ja. In ko govoriva o stiku, ne moreva mimo njegovega ljubezenskega življenja, ki ga tudi nekoliko nakažeš. Ja, to javnost ponavadi najbolj zanima ženske. Ne? Ja, kot vemo, je imel 2 večji ljubezni. In bil skoraj poročen, ne? Ja, drugič. Drugič je bil skoraj poročen. Torej, prva je ta Johana Otova, za katero večina ve in jo je potem upodobil v liku Manice v 10. bratu. Z njo se je potem še zadnjič menda srečal v Ljubljani, v hotelu Slon, preden je odšla na tuje. Je bil zelo prizadet, ne? Zelo. In potem mu je tudi pisala, ja, da je žal, da ga je tako prizadela, ker je očitno videla, da ne more skrivati svoje ganjenosti. Druga, ja, in že predvsej bil bolana. Ne? Druga pa Marija Šventner, druga je pa Marička Šventner iz krakovskega predmestja, hči čevljarskega obrtnika Jozefa Šventnerja. Ona je menda rada hodila ob tisti hiši na Kongresnem trgu, kjer je Jurčič urednikoval. Pisala sta si, nekaj pisem je ohranjenih, ampak samo njenih. Očitno je bila zelo zaljubljena vanj, med drugim sta se shajala v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Potem je odšla ona kot učiteljica na Ptuj in potem nekako pisma zmanjkajo, ni jih več, ampak to, kar vemo, je, da on ni bil najbolj primeren snubec zanjo zaradi svoje neravno stanovitne službe, s čimer se sicer sama ne strinjam, ne, ker če bi verjeli Vošnjaku, ki pravi, da je zaslužil po 50 goldinarjev na mesec, je bila to zelo spodobna plača za tisti čas. Ampak kakorkoli, ta njun roman se je hitro končal, oče se ni strinjal. Je pa Jurčič potem pred smrtjo prijatelju Vošnjaku dejal, da je bila v bistvu velika sreča ta, da se ni oženil, ker če bi imel še otroke, ne, pomislil, kaj bi bilo potem. No. Kako ganljivo, ne? Ja, tako da je tisto, kar je po njem, ne, niso otroci, ni hči, ni sin, ampak so v bistvu povesti, ki ga pojo, in tako sem potem tudi naslovila ta osrednji del knjige z njegovim pripovedništvom. Praviš, da so ohranjena pisma Marije Šventner, njegova pa ne. Ali misliš, da so se izgubila, ali je pač bil pomoško frajer in ni odgovarjal? Zdaj gotovo se je kako izgubilo, glede na to, da se v posameznih pismih, ki so sicer redka, ona navezuje na tisto, o čemer piše, ampak tako pa sem dobila občutek, da ni ravno odgovarjal. No. Dobila sem občutek, da se je malo izmikal. Malo me je spominjal na Cankarja. Na trenutke. Ja, velik je bil, ne, v svojem življenju. Z 28 leti je predstavljal Slovence v Jugoslaviji. Ne. Ja, v jugoslovanskem Berlinu, v Beogradu. Ja, tja se je podal pa v bistvu, ko je oblast prevzel oziroma dopolnil 18 let knez Milan Obrenović in Jurčič je bil tam. Ni bilo Ljubljane, ni bilo Blajvajsa, ni bilo Veljakov, ampak Jurčič je bil. Menda se je z njim odpravil še nek gospod iz Zidanega Mosta, ne ve se kdo. Na vsak način to kaže, no, da je užival nek sloves in da je bil pomembna figura. Ko sva pri pomembnostih, ob tvoji monografiji sem se prvič zares zavedla, s kakšnim premislekom je izbiral imena.
in junake svojih del. Ja, tako sem potem tudi naslovila posamezna poglavja v tem osrednjem delu. Ja, Adam, Lovro, Štefan. Res je, ne? Recimo ime Lovro je povezano z Lovorjevim vencem, s katerim so tudi, vemo, ne, da so z Lovorjem tudi kinčali pesnike v stari Grčiji, in v bistvu je Jurčič s tem Lovretom, tudi priimek je pomenljiv, ampak o tem že veliko vemo, našel svojega zmagovalca svojega romana med tako imenovano mlado buržoazijo, mlado inteligenco, torej med meščanstvom po izobrazbi. In podobno ime Štefan, ne, ki je tudi povezano z neko zmago, s krono. Štefan je sicer iz tako imenovane duševne, kot piše Jurčič, kmečke aristokracije, ampak tisto, kar ima, je pa bister in delavnost in je tudi neke vrste laureat, ne, zmagovalec. Potem je Adam tu, ki je povezan z zemljo in je po poklicu zemljemerec, zato sem ga poimenovala tudi predkafkovski zemljemerec. In je meni sploh eden najzanimivejših likov, prvič, ker je tujec, drugič, ker je zelo skrivnosten, tretjič pa zato, ker je tisti, ki skuša prekoračevati meje vsakršne socialne, stanovske, verske, etnične, in ki si v bistvu prizadeva, da bi uveljavil to najbolj univerzalno in tudi prvinsko čustvo ljubezni, za kar si v bistvu vsi prizadevajo. Zdaj, če bi še enkrat knjigo pisala, bi zagotovo še bolj poudarila, kako je pri Jurčiču pomembna ta prvinska gonilna sila, se pravi ljubezen, ta sila ljubezni. Kloštrski žolnir je tvoje najljubše Jurčičevo Ja, se to je ta delo. Adam, ne, ki pride v točno mestece, Kostanjevico na Krki, kjer se zaljubi v domačinko Katrico, ki je menda najlepša. Menda je ta lik osnovan po Jozefu Reslu, ki je na Krki preizkušal ladijski vijak, bil tudi kartiral v bistvu krakovski gost, tako da menda je tudi nekaj na tem, ampak tudi mimo tega, mimo te reference na stvarnega Resla je meni Adam najbolj zanimiv lik. Ne. Je pa Jurčičev oče izviral iz Kostanjevice na Krki, ne? Ja, z bližine. Na splošno je, to je splošno Ja, znano, Jurčič je zelo cenil izročilo. je umeščal svoje povesti in romane pač v to zlasti ožjo domovino. Velik poudarek daješ tudi Jurčičevi humornosti in iskrivosti. Ja, zato ker se mi zdi, da je bila doslej mogoče malo spregledana. Pa sem ugotovila, da nam tako večkrat tudi med vrsticami nastavlja zrcala na vse strani. In da zna biti tako zelo blagokomičen, včasih pa zelo oster kritik, torej brezkompromisen, ampak vse z dobrim namenom, nikoli ni žaljiv. Se mi zdi, da bi se tu dalo še danes marsičesa naučiti. Ne? Kako biti humoren, satiričen, kako uporabljati dovtip, ampak ne žaliti. Tu mi je bil gotovo zgled tudi Brne, nemški publicist, ki je zelo poudarjal tudi to vlogo dovtipa kot neke začimbe, dišave v literaturi. Ja, ogledalo postavi nam Slovencem, ne? In tudi tega se recimo prej nisem zavedala, da je v bistvu bolj ostro opisal Slovence kot kasneje potem Cankar, ne? Ja, ali vsaj tako. Ali pa mogoče, da je že pred Cankarjem povedal nekaj reči, ne? In bil zelo oster kritik. Ko sem nedavno rekla, da je v bistvu, da nam je razpostavil zrcala, da nam je povedal, da znamo biti tudi zelo nekulturni, nemoralni, problematični, uporablja izraze tudi drhav, kar delo, ker so dovolj pomenljivi izrazi, so mi nekateri čestitali. Tako da očitno ta zrcala še vedno stojijo, ne? In je dobro, da se kdaj pogledamo vanje. In se vidimo, ne, če to prepoznamo. Zanimivo vrišeš tudi njegov odnos z Levstikom. Ja, se to je poznano, ne? Vedno se ukvarjamo s tem, kdo je naredil Jurčiča, ne? Ali ga je Levstik. Matjaž Kmecelj pravi, Jurčič se je naredil sam.
S tem se strinjam, vendar pa hkrati se pač moja tehtnica nagiba tudi k Levstiku, zato ker se je Jurčič vendarle ravnal po nekih njegovih naukih, kje naj posega slovenski pisatelj. Čeprav je imel on snovi več kot dovolj, ko je zahajal v narodno muljavo in kjer si je beležil razne dogodbe, anekdote in podobno, kar je s pridom uporabil v svoji literaturi. Ampak ja, ta vezanost na tradicijo, hkrati pa ta izvirnost. Se mi tudi zdi pomembno, da to poudarimo, da je izvirnost pri Jurčiču, pa jaz mislim, da tudi pri mnogih velikih avtorjih, ni, da si nekaj izmišljuješ na novo, ampak da znaš zagrabiti tradicijo, tisto, kar je že tu, in da znaš to povedati in potem predelati po svoje, na nek izviren način. Ker si omenila muljavo, sem se spomnila na zares izjemna prizadevanja za ohranjanje Jurčičeve dediščine na muljavi. Ja, meni se zdi to zelo pomembno. Predvsem to, da smo pozorni tudi na to, kako avtor živi v svojem ožjem lokalnem okolju. In mislim, da so tu muljavci, pa tudi Dolenjci širše pokazali velik interes in da se mora to pač slišati tudi do Ljubljane. Zato sem se tudi z njimi veliko povezala v tem času. Zakaj ravno Jurčič? Zakaj ravno Jurčič? Ja, ravno zato, ker ga zelo rada predavam v kontekstu 19. stoletja, ker se ukvarjam večji del s pripovedništvom in mimo Jurčiča ne moremo, ker je to prvi pomembnejši, modernejši pripovednik, ker mi je tudi Dolenjska blizu, pa v bistvu skozi literaturo, ker drugače nimam nič drugega z Dolenjsko. Ampak zanimivo, jaz sem si več slovenskih pokrajin in prostorov približala ravno skozi literaturo. In pač ta Jurčič mi je bil vedno ljub. Mogoče je pa tudi kaj povezano s tem, da sem pač to literaturo vedno brala. Ne vem, meni je mama kupovala klasike in potem se nekako na to navežeš in to prebiraš. Tako da imaš potem tistega Jurčiča, Krsnika, Tavčarja, pač res. V glavnem so bili to klasiki realizma, ki so me vedno privlačili. In Jurčič se mi je res del ena taka zanimiva figura. Tako da to leto je v bistvu bilo še spodbuda. Hkrati pa pač menim, da avtorji pač živijo skozi svoje dela in Jurčič nikakor ni samo del preteklosti, ampak sedanjega literarnega sveta. Zelo nazorno ga orišeš, praviš, Jurčičeva telesno rahla podoba se nikakor ni ujemala z njegovim globoko zvenečim glasom in značajsko neumajnostjo. Ja, to je pričevanje Josipa Vošnjaka, zdravnika in politika, ki je bil očitno kot zdravnik pozoren na to Jurčičevo rahlo postavo. Piše, da je bil srednje rasti, da je imel zelo stisnjene prsi in štrleče lopatice. In to piše tam, kjer nekako že sluti, da Jurčič ne bo dočakal visoke starosti. Hkrati pa se spominja tega sonornega glasu in jasno odločnosti, kakšen pa naj bi bil glede na to, kar je pač dosegel. Čeprav je potem, ko je prišel v Ljubljano iz Maribora, kamor so preselili uredništvo Slovenskega naroda, tako piše tudi Vošnjak, naletel in na prijatelje, na tiste, ki so mu pač potikali polena pod noge, ampak se ni dal. In se mi zdi, da se ta njegova neomajnost kaže tudi v tem, da je bil celo po smrti združevalna figura, da je bil vključen celo vrsto narodnih ustanov in da ni pristajal na delitve mladi, stari, ampak vsi v smislu iskanja nekih skupnih interesov in tudi zasledovanja nekih skupnih ciljev. Mislim, aktualno še danes. Ja, znamenit je ta njegov citat, da se ne delimo, se ne cepimo med seboj. Raj poprimemo za delo. Ko si omenila, da se je nekako slutilo, da ne bo dolga njegova življenjska pot, sem se spet spomnila na to, kako je pa vendarle v tej tragiki svoje bolezni prepoznal tudi blagoslove. Že prej si sama omenila, da je rekel, da je imel srečo, da se ni oženil in prav dobesedno tako praviš. Ob tem se je zavedal, kako milostna je bila usoda z njim. Je imel, ne glede na kratkost svojega življenja, res bogato življenje, plodovito. V bistvu, kratko življenje, če pomislim, da sem zdaj približno toliko stara, nekaj več.
Po drugi strani je bila pa življenjska doba takrat precej nižja. Ne? Recimo v prvi polovici 19. stoletja, mislim, da je bilo to ravno okrog 40 let, potem pa se jasno vzdiguje. Mislim, danes živimo nad pričakovanji. Tako da, ja, in je v bistvu tudi tožil, kaj bi lahko še ustvaril. Si zamišljal, da bodo najboljša dela šele prišla, ampak jaz mislim, da je podobno kot pri kakšnem Ketju ali Kosovelu. Pač to, kar je ustvaril, bilo res tisto največ in da je pač dosegel nek vrhunec. Ne, to je, mislim, da sploh ne in da je to podcenjujoče. To je čisto ahistorična perspektiva, če rečemo, da je Jurčič mladinski in otroški pisatelj. Ja, danes ga pač največ berejo otroci in mladina, samo meni se zdi to dokaj problematično. Mislim, da ga beremo samo do 15. leta, pa škoda, velika škoda za Jurčiča in podcenjujoča, ne? Ker je bil pač nekdo, ki je res pomagal konstituirati slovensko književnost. Ker tudi mi, zrelejši, drugačni, knjige potem beremo drugače. Tako čudovito zapišeš v epilogu, da je branje nikoli dokončan proces, nenehno potovanje in da je edini možni konec ta, da se vedno znova vračamo na začetek. Kajti po heraklitskem logosu nihče ne stopi dvakrat v isto knjigo, ker to ni več ista knjiga in tudi sam ni več isti človek. Pa tudi zato, ker je odmev Jurčičevih besed brezkončen. Ja. Kako zelo drugačna si ti zaradi Jurčiča? Jaz sem v bistvu tudi bogata zato, ker zame je literatura predvsem nek dialog z drugim. In zato lahko rečem, da me je to izjemno obogatilo in v bistvu sem na ta način spoznala ne samo še en opus, spet drugače, ob ne vem katerem branju že, ampak tudi pravzaprav še eno zelo bogato življenje tega, ki je ta opus ustvaril. Vsaj tako si predstavljam. In hvala, ker si ga opisala, popisala in nam ga na novo in drugače spet približala. Hvala tebi. Beletrina v živo.